Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa ne bom sama. Seveda, z mano boste vi, dragi otroci, in pa tale simpatičen Kuža, ki že komaj čaka, da sliši novo pravljico, kaj ne? Ja. In ravno danes sem izbrala pravljico, v kateri nastopa simpatičen Kuža. Mene že zelo zanima, kaj se mu je zgodilo. Vas tudi? Seveda, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo novi pravljici. Pirko vajnijo, wow, wow. Bila je trda zima. Bela odeja svežega snega je pokrivala ulice in strehe. Tim si je nataknil kapo in rokavice in stopil na hišni prag. Bi naredili sneženega moža? Je zaklical fantom na drugi strani ceste. Ne, danes že ne. Danes bomo počeli nekaj drugega, so odvrnili in jo odsvrli za ovinek. Tim je bil razočaran. Kaj neki nameravajo, mulci nesramni, je zamrmral in zagazil sneg na ulici. Bom pa poiskal druge prijatelje. Po ulici se je prikotalil dostavni avto in se ustavil. Iz njega sta se skobacala dva toplo oblečena možakarja, odprla zadnja vrata, nato pa izginila v gostilno. Le zakaj sta odprla vrata? Se je začudil Tim, stekel do avta in zaslišal tihceno ječanje. Radovedno je pokukal v prtljažnik. Cviljenje je prihajalo iz velike škatle. Tim se skošnjavi ni mogel upreti in je škatlo odprl. V njej pa je sedel majhen Kuža, se zagledal vanj in odprl gobček. Wow, wow! Povohal je Timovo rokavičko in se oglasil še enkrat. Wow, wow! Kaj je, mali, a greš lulat? Je zaskrbelo Tima. Pridi, pomagal ti bom ven. Previdno je spustil psička na tla. Kuža je prijazno pomahal z repkom in ovohal še Timove zimske čevlje. Wow, wow! Ho, ho, ne pa wow, wow, se je zasmejal Tim. Wow, wow, je odgovoril gobček. No, potem boš pa wow, wow, ga je pobožal Tim in mu vrgel sneženo kepo. Igrajva se, dokler se ne vrne tvoj gospodar. Wow, wow je poskočil in kepo ujel. Splašil je vrabčka, ki je prestrašeno odfrčal proč, Kuža pa za njim. Tim se je prestrašil. Wow, wow, vrni se! Kuža ga ni poslušal, ker ga ni bilo nikjer več. Tim je poklapano gledal za ubežnikom. Pošteno ga je polomil. Spustil je tujega kužka iz neznanega avtomobila. Joj! Po psičkovih sledeh je stekel za njim med drevje. Naj gre še globlje v gozd? Bilo ga je strah, toda ubežnika je moral najti. Wow, wow, kje si? Wow, wow, pridi sem! Je obupano klical in se opihal skozi sneg. Zaslišal je glasen lajež. To je wow, wow, slišal me je, se je razveselil. Kuža je stal blizu potoka. Na bregu pa sta ležala dva znana fanta in iz ledene vode vlekla tretjega. Počakajta, pomagal bom, je zatulil Tim in se brz spustil do potoka. Vsi trije so na vse kriplje vlekli prijatelje na suho. Pa ni in ni šlo, še sami so počasi drseli v mrzlo vodo. Wow, wow, pomagaj, vleci, je kriknil Tim. Kuža ga je brž zgrabil za plašček, povlekel in uspelo jim je. Zvlekli so premraženega fanta iz vode. Vendar Rever sploh ni mogel stopiti na nogo, tako zelo ga je bolela. S težavo je premagoval solze in junaško stiskal zobe, da ne bi bruhnil jok. Tim mu je previdno sezučeval in mu nogo ovil svojim šalom.
Kaj pa zdaj? Tedaj se je spomnil televizije in filma. Vedno, kadar ljudje koga iščejo, jim pomagajo psi. 4-nožcem porinejo pod smrček kakšen kos obleke izgubljenega človeka, kužki obleko ovohajo in ga slejko prej najdejo. Tim je pomolil psičku pod smrček svojo kapo in mu naročil: Wow, teci k meni domov po pomoč. Kuža je šavsnil po kapi in je odsvoril med drevje. Pribrisal je iz gozda na cesto in močne luči so ga zaslepile. Zaškripale so zavore in avtomobil se je ustavil tik pred njegovimi tačkami. Iz avta sta zlezla 2 možaka. Mejdun, tale kuža je vendar najin, se je začudil prvi. Marička, pa sva ga skoraj povozila, je pristavil drugi. Butelj mali, pa kaj pa delaš sredi ceste? In kaj imaš v gobcu, pokaži. Wow, pa je stekel proč, se ozrl, zalajal, stekel dalje, se ozrl in spet zalajal. Ti hudir, nekaj narobe, se je pridušil prvi možak. Stekla sta za kužkom. Našla sta prezeble fante in ranjenca brž naložila v avto, kužka pa v škatlo. Tim je povedal, kje je doma, in šofer je ponesrečenca takoj odpeljal k Timovi mamici. Si ti spustil psa iz avta? Je Tima strogo vprašal drugi možakar. Ja, je priznal Pobič. Cvilil je, pa se je mislil, da se bo poluljal. Potem pa sem se z njim igral, pa je prestrašil vrabčka in ta je odfrčal, kuža pa je odsvoril za njim, jaz pa za kužkom do potoka. No, še sreča, fant bi v vodi lahko še zmrznil. Moj pes je enkrat za spremembo naredil nekaj pametnega in koristnega, je zamumljal možak. Prijel je Tima za roko in odkorakala sta na Timov dom. Tam je Timova mamica ranjenemu fantiču že trdno povila zvito nogo in telefonirala njegovim staršem. Hvala, Tim, je posmrkal prvi iz divje trojke. Hvala res, je smrknil še drugi. Brez tebe bi nam trda predla. Se bomo jutri skupaj igrali? Ja, je pokimal Tim in pomislil na kužka. Rad bi imel takega psa, je tiho rekel. Druščina je prikimala. Takega prijaznega kosmatinca bi vsak od njih rad imel. In ko so se rešeni fantje poslovili in odšli, je Tim na hodniku zaslišal težke korake in globok glas. Nekdo se je pogovarjal z njegovo mamico. Potem pa so se odprla vrata in vstopila je mami z 2 znanima možakoma. Tule nekdo strašno cvili in išče prijatelja, je zinil prvi možak in postavil pred Tima veliko škatlo. Iz nje je skočil wow, zabevskal in polizal Tima po licu. A ga lahko obdržim, je zazijal Tim. Mami, očka in oba možaka so pokimali. Wow, se je oglasil kuža. Moj, wow, se je zasmejal Tim in ga stisnil v naročje. Kako prijetna pravljica. Konec dober, vse dobro. Ja, očitno je bilo temule fantiču namenjeno, da sreča kužka, da rešita njegove prijatelje in da na koncu ostaneta skupaj. Lepa gesta teh 2 možakarjev, kaj ne? Ampak, kot sem že enkrat omenila, živali pomenijo skrb, potrebujejo naš čas in našo ljubezen. Zato le previdno. Če pa imate že doma kakšno živalco, pa jo le stisnite k sebi. Saj živali tudi potrebuje kakšen objem, kaj ne? Tako. To je bila današnja pravljica. Če si želite slišati še kakšno pravljico, pa le pokukajte v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka že kar nekaj pravljic. In zagotovo vam bo še kakšna všeč. Lepo se imejte in en wow-wowski čau!